komarji po meni skakali, na trdem sem bil, spanje je bil res katastrofalen, po 5 ur na dan. Večina ljudi vidi samo zmage. Ne vidijo pa let discipline, dvomov in napak, ki stojijo za njimi. V borbi ne zmaga najmočnejši, zmaga tisti, ki obvlada svojo glavo. Tukaj, če nisi mentalno močen, boš pogorel. To je mentaliteta človeka, ki si je preboril vzdevek. Slog Goggins, Boštjan Volk, brez filtrov. Evo, zdaj samo za začetek, se vem, da imamo podcasta, ne sam, tole vam hočem pokazati, tole vam hočem posneti, ker današnji gost zdaj bo prišel, no, in da boste videli, kako bo prišel. Jaz sem ga srečal že na cesti in on dejansko dela to, kar govori. Boste videli, zakaj. Evo, toliko, da pokažem, da si realen, ne? Dejansko prišel. Na hitro pred pogovorom, če bi vas lahko jaz prosil, da se naročite na kanal, mi da pripravljava vsebine za ston, trudiva se, da bojo vedno boljše. In upam, da boste tudi v teh vsebinah malo uživali, da se kaj novega naučili. Lahko šerate video posnetek ali pa komentirate, pa predlagate kakšnega novega gosta, bo tudi zelo vesela. Uživite v pogovoru. Hvala. Še v drugo, lepo pozdravljeni v torkovem pogovoru. Ne bom brez besed, zato ker imamo zelo veliko tem, ampak danes smo pa enega takega gosta, ki ga na slovenski sceni ne boste več nikoli videli. Razen na drugih pogovorih, ker bo on. In danes z nama Boštjan Volk. Hvala, da si vzel čas. Ja, pozdravljeni. Hvala tudi vama, da sta, bom rekel, da cenita ta trud, ta mindset in da sta me povabila na tale podcast. Že od nekdaj sem se želel en bolj resen podcast, da malo več povem o sebi, o vseh teh poteh. Tako da še enkrat hvala. Zdaj pa, kakor ste verjetno že videli, je on tudi danes vrtekel, da sem iz Domžal, z tempom 24. In zdaj, glede na to, da sem videl dosti kolesarski podcast, verjamem, da vsi veste, kaj to pomeni. In, ja. Ja, to, mislim... Tako da jaz bi te prosil, če naj peleš na začetek. Kdaj se vse začel? Kaj si te prepričal, da si začel z street workoutom, ne? Pa, od kje izhaja tvoj mindset? Najboljši začetek. Vse se je začel leta 2014. Sicer sem kot otrok treniral fuzbal in leta 2014 sem imel potem operacijo križnih vezi. In kot adrenalinski otrok, seveda, ko ti napovejo, da boš pol leta brez športa, oziroma vsaj športa, ko vključuje tek, seveda nisem hotel biti primer. In takrat so se v Domžalah začela postavljati tebi street workout parkci in začel sem dokaj blizu doma, sem imel svoj prvi parkec, ko sem lahko hodil, sem začel počasi delati pull-up, sklice in naenkrat mi je to not potegnilo. In evo, od takrat do leta 2026 še kar vsak dan pridno treniram in si ne predstavljam več življenja brez tega. Zdaj vedno več treniraš, ne? Ja. Tako zgleda. Zdaj potem dodal še tek. Ja, pa In bomo v bistvu, jaz sem si nekako to tako zamislil, da nekako ločimo, ne. Ja. Ti v bistvu vse te športe na moč, pa vse to ti pokriješ bolj, jaz pa te bolj vzdržljivostne, ker jaz sem bolj vzdržljivostni športnik, on pa bolj kalistenika in take zadeve. Tako da pol začnimo s tabo, ker ti pa si vse v enem v bistvu. Tako da cilj je pa, da na koncu združimo to v eno mentaliteto, No, ja. lahko tudi vi začnete loviti, da boste lahko delali vse se na koncu da narediti, ne? točno to, zato pa gledajte podcast do konca, pa ker bo zanimiv, se mi zdi. Tako da ja, hajde, začnimo. Okej. A si imel, ko si začel kakšne plane, si začel po strukturi delati? Iskreno, leta 2014 ni bilo tako, kot zdaj. Ni bilo, ko si na YouTube napisal, imel si Bar Brothers, bolj ameriško sceno. Zelo malo je bilo informacij v bistvu, ni bilo programov, jedilnikov, kakor je zdaj, nekih bližnjic. Tako da ne, čisto začel sem po svoje, verjetno sem itak delal narobe, bom rekel, ampak po eni strani cenim to, da sem bil samouk, ker se mi zdi, da tako človek se največ nauči, greš nekam v dno, ampak spet na koncu dneva se trudiš nekaj in pol rata nek skupek. Tako da ja, ne, čisto v neki svoji strukturi, prve 2 leti, pač vsak dan si delal neke pull-upe, sklice. Ko si dobil neko osnovno moč, sem začel malo to ločevati po dnevih, da sem en dan delal samo pull-upe,
en dan samo push vaje, se pravi dipe sklice. In ja, bom rekel tako, prve 3 leta čist brez nekega plana, sem se pa vsak dan pojavil na treningu, to pa je bilo ključno. Se pravi, 3 leta si treniral samo tako, da je bila konsistenca, samo da. Tako je, pa še to povem, ja, prve 3 leta, se pravi 2014 do 2017, brez nekih weighted, dodatnih uteži, torej samo pure bodyweight calisthenics, se pravi vaje z lastno težo. Tako da nabral sem si nek volumen, neko osnovo se mi zdi, tako da sem res zadovoljen pa srečen, da nisem prehiteval stvari, ampak ja, prva 3 leta je bilo samo v bistvu vaje z lastno težo. In kaj bi bil nivo, ki si ga dosegel po 3 letih? Pa tako bom rekel, nivo je bil že izgled po letu pa pol, sem bil že se mi zdi, da sem imel kar že lepo postavo, takrat za 16-17 let starega. Recimo v 3 letih sem dosegel nekih, bom rekel, 20 pull-upov, enih 5-6 lepih muscle upov, flex sem že držal, front lever. Ja, neke zadeve sem že, bil sem pa res, kakor sem rekel, konstanten. Nisem spustil treningov, šel sem po korak po korak in tudi vse se je dalo. To je meni ful zanimiva korespondenca med pull-upi pa skinny, ker jaz jih 22 je moj max, pa ni variante front levera. Ja, lahko rečem, sicer zdaj ne treniram več toliko skillov, držim ga še sicer, ampak ja, skill je, že sam ime ti pove, moraš vsak dan trenirati, to je nek ključ. Moraš najti svoje weak pointe, vsak telo je v bistvu drugačen, nekdo ima že gensko močnejši hrbet, pa core, nekoga bojo zavirale malo težje noge, ampak jaz s svojimi nogami sem tudi dokazal, da se da. Moraš pa ja, najti si eno pametno strukturo, pa res vsak dan narediti vsaj nekih 15-20 minut, se mi zdi, da ti ne bo vplivalo na moč tvojega glavnega dela treninga, če hočeš neki skill doseči. Tole, kar si rekel, da si imel postavo že po leta pa pol. To po moje tudi imaš malo genetsko prednost pred ostalimi. Čistko za grajanje mišic, zato ker Ja, okej, ja, to gledaš še po 12 letih nekega rezultata, ampak ja, nekaj je zelo, lahko rečemo, da je en del, manjši del genetike, spet pa jaz sem bil, se pravi, kakor sem rekel, jaz nisem spustil treninga od takrat, ne glede na to, kar se je zgodilo v mojem življenju. Jaz sem treniral, vprašajte, tisti, ki me poznajo, dobro vejo, kaj sem vse izvajal, jaz sem hodil, če ni bilo druge, sem hodil ob 3 zjutraj na štange, pa nima veze, je padel sneg, dež, je bilo 30 stopinj, 35, jaz sem bil vsak dan na treningu, zato ker nekako sem si dal to kot prioriteto. Treniral sem na avtobusu, ko smo se peljali za nov let gor v Prago, treniral sem na vlaku, se pravi, naj se čudno sliši, enkrat sem zamudil na pogreb od lastnega dedija, zato ker sem pač mogel trenirati, ampak glej, bil sem vedno na treningu in zato ne maram to, ker nekdo poudarja, da imaš genetsko prednost, ampak kaj takega. to se pa strinjam, Ja. zato ker potem to nekako se mi zdi, da daje vtis, da ne boš doseči tega. Ja, točno to. Sam kot masiva, po moje, ne more vsak pričakovati, da bo prišel do tega nivoja, tudi če bo konstantno treniral. Ne. Ja, to se pa Ja. tudi strinjam, ja. Moram pa tukaj še povedati, res je, treba si je slej ko prej začeti šteti kalorije, ugotoviti tisto številko, katera je za tvoje telo, bom rekel, vzdržljivostna številka kalorij, in pol na podlagi tega lahko gainaš oziroma pridobivaš maso ali nasprotno hujšaš. Tukaj je pa vsak telo drugačen, to pa 100%, moč spodbujati, ja, da tole vzdrževati, pa ob tej količini kardija zdaj, ki gledate, to je pa kar proces, tako da ja. Se pravi, verjetno imaš zdaj pol dneva sam ješ, ne. Pa tako bom rekel, komu so jasne številke, 3000 kalorij je moja vzdržljivostna številka, če treniram samo calisthenics. Slej ko prej pa pride dan, ko grem jaz na kolo za 5 ur ali grem teč, pol pa moram tudi dodajati to razliko, s tem, da jaz dodajam res samo z neko clean prehrano, se pravi, si morate zavedati, koliko je to težko dobiti pol od 3 do 5000 kalorij dnevno, pa tole vzdrževati, pa se mi zdi, da ja, probam, nimam jaz teh faz, če smo že glih pri tem, kao bulk faza pa diet faza, kako se reče, cut faze, nimam jaz tega, ampak probam cel let držati. To mi je neki cilj, da sem istočasno ogromen pa istočasno pošredan, držim nekih 8% body fata skozi cel let, tako da ja, nimam teh faz.
tudi nobenemu ne priporočam, ja, lahko to povem, mislim, sploh na štangah se mi zdi nesmiselno ta bulk faza, zato ker slej ko prej moraš ti znati s svojim telesom delati, koliko je v tistem trenutku, tako da ti je najbolj, da skozi cel let držiš neko clean fazo, gor, dol, 2-3 kile, zato ker slej ko prej, če boš na štangah dobil 5-10 kile, veš kako je, tako izgubiš na pulu. Mogoče boš malenkost dobil na dipu, na push vajah, ampak realno kalistenika, street workout je itak osnova tvoja telesna teža, tako da ti bo sam škodil več kil. Tako da probajte kaj takega. To jaz isto mislim, da lahko trdim, ker nisem videl kalistenika še, ker je bulk, to je katanje, to je fitness. To je spet druga panoga. In potem, če sem prav zasledil vmes, si nekaj časa treniral tudi weighted, kalistenika in prišel do izjemnih 130 kg dipa. 135, Res je. Potem kakor sem rekel, se pravi 2014 do 2017, je bilo bolj tako. Bodyweight vaje z lastno težo, veliko volumna. Se mi zdi, da lahko še to povem, veliko volumna je ključ, da si sploh lahko tako masiven. Tako da ne pozabiti na trening volumna, dokoli se že, na kjerkoli fazi ste že v street workoutu. Pa 2018 sem pa začel počasi zweightat. To je pa nekako te kar not potegne, želiš si čim večjo cifro, gledaš, moji idoli so Rusi in oni imajo res takšne številke, že takrat so imeli 7-8 let nazaj, zdaj je dip že okrog 200 kg, svetovni rekord. Ja, 205. Včasih je bilo leta 2018-2019 je bilo 130 kg res, mislim, da top of the top, 130, a ne. In nekako te je to potegnilo not, začel sem to trenirati, prišel sem do 135 dipa, leta 2020, pula sicer mačke manj, 80 kg, vse v redu, muscle up 25 kg. Ampak spet treningi so čisto drugačni, manj je volumna, več je pavze med seti. Slej ko prej tudi majčkeno dobivaš na body fatu, kar mi ni bilo všeč, več si poškodovan, se pravi sklepi so ti res obremenjeni, moraš pametno, ampak tukaj pa začneš ego liftati in kdaj greš odzigati večje kile, kakor si jih sposoben v tistem trenutku, no. Tako da skozi sem bil poškodovan, neke mini poškodbe, pol prideš do 130 dipa, si vesel, ampak čez 2 tedna se poškoduješ in si 3 mesece out iz dipa. In pol spet, mentalno je težko začeti spet pol iz 100 kg, ker veš, da si bil že na 130, no. Tudi pa spet jaz od nekdaj že treniram zunaj, vse treninge v življenju sem delal zunaj, se pravi, ne glede na pogoje. Zdaj tukaj, če hočeš neke ogromne kilaže premetavati, pa one rep maxe, moraš imeti idealne pogoje skozi. In nekako te to vleče na to, da bi mogel začeti trenirati noter v fitnessu, kjer ni mokre štange, kjer ni vetra, ne vem, te ne zebe. Ampak enostavno, jaz sem vedno od nekdaj hotel trenirati zunaj, ker se mi zdi, da je zunaj res ta prav mentaliteto zgradiš. Tako da nekako sem pol končal tole, bom rekel, to strength fazo, fazo moči na štangah. In zdaj pa v bistvu treniram nek strength endurance, če poznaš, oziroma če poznate. Se pravi, držim se nekih zmernih, srednjih kilaž na pull-upu okrog 30 do 50 kg, da še vseeno tako premetavam te kilaže z volumnom, se pravi, da naredim nek warm trening na dipu nekje 70-80 kg, se pravi to, da imam še vse neko varno kilažo, ki jo lahko premetavam, tudi če ne bom mogel narediti zadnje ponovitve, se ne bom poškodoval, če mi majčkeno spodleti ožka, kakorkoli. Tako da tudi bolj mi je zanimiv, se mi zdi, da je vzdržljivost na dolgi rok ful bolj pomembna. In boljšo postavo imaš od neke vzdržljivosti, če je več ponovitev, manjši imaš body fat, tudi mentalno mi je težje to trenirati, ker vem, da bom mogel toliko pa toliko dipov narediti. Tako da zaenkrat tako treniram neko vzdržljivost, pa neko vzdržljivostno močno, se pravi. Grem tudi, recimo včeraj, ki je bil torek, push day, ne rabiš izumljati neke tople vode. Naredil sem 1200 dipov v 1 uri, se pravi 20 minut. To je ta neka vzdržljivost.
Tako da ja, nekaj takih zadev se zdaj držim. To delaš vsak dan, je vsak trening Tako, To- rekel, endurance obremenjen, ker to je pač... Čakaj, nisi imel še kila zraven pri 1200 dipih. ne, včeraj čisti bilo dve. Ampak ja, grem Ja, to, hvala Bogu, da grem si to šel. emo metodo, če poznaš, oziroma če Ja. poznate gledalci, se Ja, pravi, ja, vem, ja. vsako minuto naredim 20 ponovitev in v tej minuti je že šteta pauza, se pravi 20 dipov, nekje 15 sekund delam, 45 sekund pauze in tak tempo je skozi 60 minut zapored. Tako da ja, to je res high endurance. Ki tazga se držim, no, se pravi, če imam 2 push treninga na teden, grem enkrat takole volumensko, 1200 tipov ali 1200 sklic v eni uri, medtem ko v petek bom šel pa neko kilažo, recimo 70-80 kg, pa bom naredil 10 setov po 5-6 ponovitev, pa še nekih 40-50 kg, pa šopam po 10-12 ponovitev. Kakšne take zadeve. Ne. Ja, to si zdaj že toliko Simonu povedal, da pa midva sploh, mislim, poprej pa zraven še tisti čisti endurance na kolesu pa v teku, da sploh ne vem, a se vam imela kje za pogovarjati, ampak jaz sem tle poln enih Nič bat, smo- fascinantnih zadev, ki sploh ne vem, od kje si najdu čas za to, ampak počakajmo, zdaj Počakaj. ima še Simon, ne. Počakaj, zdaj. Jaz sem še zmeraj 100 proti 1200. Ja, ne, seveda. 1200, se pravi 20 krat 60. Ja. Iz Je. ketov. Kako izgleda pol regeneracija za Se pravi, jaz potem nisem sploh ne zmatran, jaz bi lahko ta tempo držal iskreno 2 do 3 ure. Moram še probati enkrat to zadevo, kako bi lahko prišel, mislim, da časovno, kako bi lahko prišel z 20 na minuto. Ampak vse to vam vse, to je vse povezano s tem, kar sem govoril. Jaz sem 2014 začel z volumnom, jaz nisem prehiteval stvari, se pravi, osnove so ključ, to bom vedno govoril. Tudi če bi do konca življenja treniral samo bodyweight, pull-upe, dipe, sklece, muscle-upe, to je to, ne rabiš nekaj drugega. Vedno imaš toliko enih variant, lahko zmanjšaš rest čas med vajami, lahko si daš neko obremenitev z gumami, lahko povečaš ponovitve, toliko imaš enih metod, res, sploh ne rabiš izumljati tople vode. Tako da ja, od nekdaj je bil volumen pa endurance neka moja, bom rekel, prioriteta. Tako da ja, pol se pa na takih številkah to izraža, pa ljudem pač včasih nič ni jasno, kako je to možno, ampak Mislim, jaz sem malo v tem svetu, pa mi še zmeraj ni jasno. koliko časa pa treniraš, recimo? Zdaj bo 4 leta. Ja, no, veš, jaz jih imam skoraj že 11 pa pol, veš, moraš to zavedati. Ja, mislim, jaz sem sicer zelo nizke ponovitve. Sem ful slab v vsakih ponovitvah. Se raje držim tam do 12, tam še gre. Pol ne vem, a je to tudi genetsko povezano, ali je to sama mentaliteta, pa da se mi ne da. Ali... Sam hard work, ja, bi jaz rekel, saj, kakor bo pol kolega me spraševal, da to vse nekako povezam. Mislim, ja, sej, če že lahko zdaj omenim, to, da ti si endurance, kakorkoli vzdržljiv, to ni prirojeno. To ni nikomur prirojeno, to moraš natrenirati. Eksplozivnost je lahko prirojena, oziroma v veliki meri, Ja. ampak to je tista eksplozivnost, ne. To, kar ti delaš, ni eksplozivnost. Ampak se da tudi natrenirati eksplozivnost, ampak pol vzdržljivost to pa ni prirojeno, ne more biti, tako da tukaj to je jasno. Zdaj pa naprej. Ja, Zdaj še vedno šokiran. Ne, se tudi jaz sem, to se meni zdi res neverjetne številke. kaj pol, Za regeneracijo si prej omenil, še vedno mora biti tukaj neko premikanje meje, ali mora biti neka regeneracija, mislim. Seveda se zmatraš, ne, saj Ja, to je tudi point, ne, da nekako se pol dobro regeneriraš in da si boljši. a pol je kakršenkoli cilj ti do maksa, da dosežeš failure na ponovitvah, ali je sam endurance. ja, nek cilj imam v roku enega leta, bi rad prišel do 50 pull-upov. Lani sem prišel do 43 v enem šutu.
Pa do 116 dipov sem prišel, da bi to naspravil na 200. Mislim, da je to čisto nekaj dosegljivega. Ampak ja, se pravi, istočasno bi pa rad gledal tako še kar masivno ogromen, pa bil vzdržljiv na ostalih športih, tako da nekako ja, to je moja vizija, da probam biti na vseh stvareh top of the top. Mislim, kolikor se le da, no. Tako da to je pa spet ena nova umetnost, se mi zdi. Ok, zdaj ti dam jaz eno malo kontramentaliteto, ki ti izpodbijaš, ne. Naprimer, zelo velikokrat slišimo to, da bo endurance uničil napredek na moči, ne, pa na mišicah. A se to tebi sploh kadarkoli opazno zgodi? Iskreno, odkar sem začel takole malo več kolesariti pa teči, edina stvar, na kateri se mi je poznala, je ta one rep moč, se pravi čista maksimalna moč. Tam se mi največ pozna, ker je tudi najmanj pol regeneracije, se mi zdi. Ampak iskreno tako, z neko vzdržljivostjo, kakor sem rekel, z nekimi 30 kil pull-upi, pa tole EMO, pa to gre pa, se mi zdi, ful skupaj s kolesom, s tekom, tako da takoj podpišem to pot. Se pravi, vzdržljivost na dolgi rok mi ful več pomeni, kakor pa da odzignem neko ogromno kilažo, ki mi čez nekaj let ne bo nič pomenila, če bom lahko samo tisto premetal. Tako da ja, kakor pa vidite, pa tudi na maso mi nič ne vpliva, vse se da. Tako da zaenkrat ne maram te govoriti, da kardio ne gre skupaj s tem, pa da ne smeš tega delati, pa to, tako da vse se da, ljudje, če je le volja, pa če je nekaj ogromnega vloženega truda za tem, no, tako bom rekel. Koliko časa ti pa to pobere? Koliko imaš za tem nekih dodatnih priprav, ki niso del treningov, pa kaj vsak dan, ne vem, kaj vsak dan razmišljaš pred treningom, kaj te spravi? Jaz bi skoraj pričakoval, da je zate to zdaj postalo samoumevno, Ja, ampak tako čisto povem, bom rekel, po moje že zadnjih 5-6 let sploh ni, se pravi, karkoli se zgodi v življenju, jaz bom na treningu, ne razmišljam o čustvih, kako se počutim, kaj pada z neba, kdo bo na štangah, ali bom sam, vedno grem. Se pravi, ni tule sploh stvar nobene motivacije. Dejstvo je, da mene ne more noben več motivirati, niti nobena stvar. Jaz pa lahko marsikoga, tako da nekako znam izklopiti čustva v težkih trenutkih, to je tudi ključ. In pač sam naredim, ker vem, da bom potem se bom boljše počutil, da bom boljši, da bom bolj samozavesten. Da bo pač dan lepši in da ko pa izveš, da s tem še motiviraš marsikoga, pol je pa še to toliko lažje, tako da ja, zadnjih 5 let sploh ne rabim razmišljati, a se mi da na trening, ali se mi ne da, ali imam čustvene težave, ali imam tam težave, pač sam grem, ker vedno, dejstvo je, da se nikoli po treningu še nisem slabo počutil, pa mislim, da to velja čisto vsakega, tole gleda, posluša, da trenira, tako da ja, to je nekaj ključno, da moraš znati izklopiti čustva v trenutkih, ko se hočeš izboljšati. koliko časa ti pa pol približno tvoji treningi vzamejo vsak dan? Se pravi, z nekim ogrevanjem pa na koncu majčkeno raztegovanja po 2 ure, kar se tiče calisthenics. Ok, seveda se ne tiče pogovora, ampak zunaj tega imaš pa čisto normalno delo, pa Ja, veš, jaz vedno pravim, jaz sem amaterski športnik, jaz nisem zaslužil še evra od tega, kar delam. Okej, posledično sem začel malo trenirati ljudi, ki mi pišejo, zato z veseljem delam, ampak to je neki stranski zaslužek, ne takega še nič resnega. Ja, jaz sem čisto normalen človek, jaz imam kolege, imam neke simpatije, grem kdaj na kavico, se pravi, imam reden šiht. Ja, pa ja, tako, nimam pa jaz drugih, to je moja prioriteta, mislim, jaz ne gledam Netflixa, ne hodim na pirčke, se pravi, znam izkoristiti ta prosti čas, no, v bistvu vse, cel dan je pol podrejen temu, ali razmišljamo o treningih, ali o hrani, kako bom jedel, a bom dosti kalorij, a bom vnesel toliko beljakovin, a bom naredil 10.000 korakov dnevno, kako se bom regeneriral, vse je to povezano, ja. Cel moj dan je v bistvu nekako fokusiran na šport, tako bom rekel.
Se da pa balancirati, če vse ostalo zraven. Da se seveda, se pravi, pridejo dnevi, ja, pač tudi meni kdaj pride kaj, ampak jaz to vem, a ne, riskiram pa od spanje, spim pol, kdaj 2-3 ure, ampak nima veze, jaz naredim trening vsakič, tako od leta 2014 in to je to, tega se držim še kar. Mislim, to, kar si prej omenil, da znaš izkoristiti čas, to je definitivno res, ker se si pretekel sam. Ja, mislim, dejansko vsak ima čas, vsak je, ne vem, Vsak ima 24 ur. vsak ima 14 ur, vsak človek je po moje 2 ure na socialnih omrežjih danes, če nisem še premalo rekel. In evo, jaz v sredoh imam ponavadi leg day, skill day, pa odtečem in zakaj ne bi prstekel na podcast v svojem stilu. Ali bi šel pa pol zvečer laufat, ampak zakaj, če lahko zdaj, lepo še dan je bil, pa da pridem v svojem stilu. Tako da, evo. Okay, zdaj sem jaz mislil še eno vprašanje, da se zaokrožil ti vprašati. Daj mi samo sekundu, da Ja. se spomnim. Kaj je bilo? Imaš ti kakšno vprašanje za vmes, da se spomnim? Ali kaj si- Jaz, vprašanje? Jaz imam polno vprašanj. Ja, sej, Pa bomo že, zdaj mi je, jaz rabim podatke za moje vprašanja, ker Strava je polna podatkov. ok, eno, tako. Zdaj, večina ljudi nikoli ne bo ti, ne. Nikoli ne bo toliko podredila treningom svojega življenja, ne, pa ne bo se nikoli toliko potrudil, kot se ti trudil za to. Kaj bi rekel, kaj je njen cilj, kako si naj uredijo svoje življenje s treningi, pa z nekimi dodatnimi aktivnostmi, da bo še zmeraj mentaliteta ta prava, da bojo še zmeraj napredovali, da se bo vsak dan izboljševali. Kaj jim je cilj? Definitivno morate se zavedati, da treba je dodajati, bom rekel, male aktivnosti v vaše življenje, manjše spremembe. Edino te manjše konstantne spremembe vas bojo privedle do nekih večjih rezultatov. Verjetno ja, ko vidite mene, si mislite, okej, to je nemogoče, ampak morate se zavedati, koliko je to enega skritega dela v teh 11 letih za mano, pa da se ni kar začelo, da sem se zdaj iz danes na jutri odločil, ja, zdaj bom pa jaz hotel biti najboljši v tem, pa kar začel izvajati neke nečloveške izzive, ne, ni to, ampak začne se z malimi navadami. Dajte si zadati neke male cilje, ne vem, pojdite hoditi vsak dan 1 urico, hoja je čisto podcenjena, se mi zdi, in za neko število porabljenih kalorij in za pojačanje mentalitete. Potem, ne vem, dodajte te male stvari, 2 treninga na teden, 3 treninge, in ko boste začeli videti neke rezultate, se boste tudi sami začeli zavedati, ja, to je to, jaz to rabim, počutim se boljše, samozavestna sem, bolj izgledam, bolj se počutim, bolj se gibam, vse je to pol nekako povezano, tako da na kratko bi rekel, da samo začnite z malimi spremembami, pa da se jih res držite konstantno, ker samo konstantnost vas bo nekam pripeljala na kateremkoli področju že delate v življenju. Pa spet, da ne bo, ste mislili, da je to samo v športu, jaz vedno v svojih videih kdaj povem, da je šport samo metafora, zato ker sem pač športnik, velja pa to za čisto vse panoge v življenju, a se hočete izboljšati, ne vem, v šoli, a hočete zgraditi svoj biznis, a hočete pojačati nek šport, a se hočete naučiti, ne vem, novega jezika, brez dela ne bo nič, morate pač vsak dan konstantno pokazati vsaj neko urico, pol urice, nima veze, nekega dela, in verjemite mi, z rezultati pride tudi neka dodatna motivacija pa inspiracija. Ok, jaz bi zdaj zaokrožil ta sklop kalistenike, pa predal Jakotu besedo. Ja. Ja, jaz pa sem kolesar, ne, ampak meni ni najbolj v oči padlo kolesarstvo pri tebi. Sicer tudi do tega pridemo, ampak najbolj mi je pa tek, ne. Glede na to, da si že pri teku sem, si res neverjeten. Torej 6. februarja, ne, ja, to je 5 dni nazaj, si pri teku nekaj neverjetnega, pa najprej povej malo več o tem. Kaj si pretekel v bistvu? Ja, v bistvu to je bilo petek, sem pretekel 85 kilometrov, sicer iz Domžal do Sevnice. Da je bila situacija še močno bolj zanimiva, sem odtekel samo v kratkih hlačah, brez vode, brez soli, brez sladkorja, brez gela. Takole v bistvu, ne. Tako, ja, dobesedno takole. Prve 3 ure sem imel še dež, ampak dobro, to sploh ni bila neka ovira. Tako da ja, na koncu, ko sem pa pogledal uro, sem bil pa še jaz presenečen,
kdor se spozna malo na čas 5:25, povprečen čas na 85 km, po mojem ni tako slabo za mojo kilažo, za moje prioritete, glede na to, da je tek nekje na spodnjem seznamu mojih najljubših aktivnosti, tako da ja. Aha, torej je tako, da endurance je tak, mislim, ga ne maraš, ampak še vedno delaš, ali Ja, tek v bistvu to je, tu v bistvu gremo 2 koraka nazaj. Tečem samo zato, ker tega ne maram. V bistvu to še leti na prejšnja vprašanja, ampak Ja, glavna stvar, da pojačaš mentaliteto, oziroma glavna pot, da pojačaš mindset, mentaliteto je, da se izpostavljaš stvarem, ki jih ne maraš. Zato sem tudi začel teči, da v tistem trenutku, ko nočeš teči, se odločiš, se pravi, jaz vedno pravim, da ima možgani 2 zvoka, ne, 2 glasova, en glas ti pravi, pej teči, ampak ta jači glas je ponavadi pri večini ljudi, kao, ma ne da se mi zdaj, dež je, ne moram teči, zakaj bi tekel, ampak jaz vedno pravim, da moraš poslušati za prvi glas in pa sam iti v tistem trenutku izklopiti čustva in greš. In zato tudi tečem, v bistvu, zato sem začel teči, pa nasploh delati te ultra kardio, težke izzive, zato ker tega ne maram. Ampak samo tako se lahko pojača mentaliteta, da se v bistvu izpostavljaš vsakodnevno stvarem, ki jih ne maraš v tistem trenutku. In kdaj si z temi res ultraškimi zadevami začel? Kar se tiče teka, septembra 2025, se pravi. Torej, Ja, po moje še pol leta ni, ja, iskreno. torej, kdaj pričakujemo prvo 100? 100 je že bila, se pravi, septembra A je 2025 je bila 100, tako se je začel. Si 100 kar začel direkt, prej Tako nisi je, nič. lih to je bil največji point. Največ sem pretekel Aha. v življenju do zdaj 12 km, se pravi, september je bil, jaz do zdaj. Do 100. Ja, se pravi, do takrat 12 km, res sovražil sem tek, še danes ga sovražam. In pa sem rekel, da grem jaz v en ekstrem, da vidim, kam lahko pride moj telo brez tekaške podlage, sam na mindset. In sem tekel, ja, od Domžal do Kopra, 127 km, sred To pa ni septembra. 100. To je malo več Ja, kot 100. malo več kot Ja. 100. Za kolo že rečemo 127 Ja. km je 100, Ja. ampak 27 km, to je zelo velika Zelo velika razdalja. razlika. Tako da ja, tisti sem presekal, takrat se je to vse začelo v bistvu. Kaj da rečem, nekaj najhujšega, kar se mi je zgodilo v življenju, pa hkrati najboljša izkušnja. Jaz sem bil na robu preživetja tam okrog Postojne, presežem, ne znam tega opisati. To se pravi, takrat sem imel koliko, ne, 75 km za sabo. Zdaj si ti predstavljaj to, 12 km največ prelaufaš pred tem in zdaj si ti iz danes na jutro odločiš, greš v Koper, 127 km. Nimaš ne priprav, ne veš, kako se ti bojo noge obnašale. Sposodil sem si čevlje, prvič sem tekel v tekaških čevljih. Jaz pridem na Vič, po 20-25 km, jaz imam 16 žulov na obeh nogah, vse krvavo, štumfi, premehne čevlje. A jaz moram preteči še 105 km. In zdaj si predstavljaj, kaj v moji glavi dela. Veliko, Ja. to rabiš odmisliti in ti to očitno precej dobro ti uspeva v tem. In pol mi še tempo pade, takrat ne vem, je tako je bil slab tempo, mislim 6-7 na kilometer. In kad ti začne še tempo padati, kad v bistvu gre vse proti tebi, vse kvote grejo proti tebi, imaš pa ti samo eno kvoto in to je tvoja glava. In zdaj, a boš zguril še 100 km, kar je bilo v tistem trenutku še, ne vem, 12-13 ur. To pa je res, ja, to pa jaz mislim, da zmorejo samo peščica ljudi v Sloveniji, ali pa še to ne, no. Zelo malo, Ja. zelo malo. Kaj pa glede kolesa, kdaj si pa? Moje prve kolesarske izkušnje, spet tudi ne toliko nazaj, okrog 2022 sem začel kolesariti glih tako z nekim X kolesom, jaz pravim s kolesom za v trgovino, tisti, ki ima 2-3 prestave, eno bremzo. In jaz sem začel s tistim kolesom, začel okoliške hribe, takele Mengaško, Rešica. Aha, Mengaška, to je Ja, Mengaška, zelo podcenjena, zelo overtraining, še Z danes. tremi predstavami. To je zelo strm klanc. Ja, zelo Jaz strm imam- klanc. Jaz imam 5. najboljši čas do vrha, pa do gostilne najboljšega, zato ker na gostilni se ustaviš. Ja. Ne so dlje, ampak ne. Pravno, ja, s tem kolesom sem začel te okoliške hribe, se pravi Mengaška, ful dober trening še danes, ker sem malo bolj izurjen, vedno. Dobeno sem tudi videl, da si šel. Ja, Doben, Sveta Trojica, Limberska gora. No, Pač ja. te, jaz sem s tem kolesom začel to
Se pravi, kolesar, tako bom rekel, na neki tedenski bazi in me je kar to not potegnila, ne. In pol prva neka, bom rekel, večja bedarija, ki sem naredil s tem kolesom, je, da sem šel v Split s tem kolesom. Isto sem se odločil tako iz danes na jutr, da grem jaz malo presekati. Mislim, da je bilo to 24. julija. Ja. Jaz sem šel z eno prestavo pa z eno bremzo v Split, 517 kilometrov. In ja, nekako se je tako začelo, odkar sem šel s kolesom v ekstreme. Pa ja, takrat je bilo pa še marsikaj, ampak takrat se je začelo, točno. Ja, vidim, da si s tem kolesom za v trgovino. To je, si jaz predstavljam navadno gorsko kolo, ki je Ja, precej slabo. slabo, ja. Ni 20 to kil ima, profesionalno kolo. 20 kil ima recimo. 20 kil. Si šel recimo tudi v Koper z njim in imel, zdaj sam da pogledam povprečno hitrost, ker tega nisem šel študirati, no povprečna hitrost 23. To je zelo velika hitrost, pa še 1500 višincev. To je zelo velika hitrost za tak kolo, tako da neverjetno, ampak kaj pa je? Odkje? Odkje? Ja. Tle je še veliko enih, si tudi klance, ena aktivna sem jo prej videl, pa jo moram zdaj najdeti, medtem ko boš ti malo povedal, kaj pa klanci, glede na postavo bi rekel, to klanc pač ne gre. To je, ne vem, to je neverjetna zgodba. Jaz sem najboljši v klancih, po moje. Jaz ka grem zdaj imam specialko, ne, v glavnem, ampak ti recimo. Okej, od kdaj naprej? Od konca julija. Aha, Ampak 2025. Ja, ampak pazi, jaz imam specialko, ti, ki si kolesar, se spoznaš, jaz imam Scotta 2011-letnik, 28 zobnikov. Ja, sej to... 28 zobnikov. Se pravi, tistega kolesar... 28 zobnikov, verjetno to govoriš zadnji. To, ko ima zdaj 36, ponovadi 34. Ja, jaz imam 28. Se pravi, kdor se spozna malo na kolesarstvo, ve, da je to v klancih še toliko težje. Ljudje vozijo s 34 v klance in to je toliko smešen. Jaz hodim na krvavec najraje, ne. Jaz srkavam, da če na krvavec 34. No, jaz 28, ko sem prihajam, ne vem, pa poleti sem v glavnem hodil že vsak vikend, že brez vode sem letel gor, tako gladko, kot da se nič ni zgodilo. V glavnem, ja, jaz na klancih šolam ljudi, ki imajo 20 kil manj kot jaz, ki imajo kolo za 5000, ki jaz padem njih, to sam gledajo, nobenemu nič jasen. Po mojem si mislijo, na čem je ta, v glavnem, ja, v klancih sem najboljši, nekako se mi zdi, da imam neko tehniko, da ful na vse nastegna začnem pritiskati in ustoje, ful ene moči proizvedem, se mi zdi. Ja, ustoje zagotovo, zato ker lahko s težo veliko pritisneš. In se mi zdi, da imam to neko tehniko in se pravim, v klance sem ful dober, res, se pravim, z 28 zobniki, da pridem gor tako brez nekih težav, nisem niti zadihan. Tako da ja, imam neko tako posebno tehniko, no. Ampak klancev še vedno ne maraš. Mentalno jih ne maram, ampak se pravim, tam se ojačaš mentalno. Moram pa reči, ja, ko smo bili že pri klancih, moja najhujša izkušnja lani je bil Kum. Ja, to je zelo staren klanc. S tem, da sem šel 10. junija, brez vode sem štartal, jaz imam že do Trbovelj 50 km, malo že načet priješ tja, ne. Si šel, to spremeni zadeve. Ja, dobro, sigurno, ne, ljudje se pripeljajo z avtom tam pa štarta. Jaz sem z Domžal štartal, 10. junij, ob enih popoldne zanalaž, da je žgal še. Nič nekaj najhujšega, gor sem prišel, sem kri pluvil, ampak vedno imam neko nalogo, da ne smem dol stopati s kolesa, ne. In pač to mi je ratalo, ampak na koncu sem šel že levo, desno, ali toliko, da sem se premikal, na koncu imaš še kilometer pa pol makadama in še tisti drsi, ampak sem nekako prišel do gora, ne. Se pravi, spet daš 110 kilometrov pa višincev. Pa predvsem en zelo zahteven klanc. Ja, to je, mislim, da je to zame najhujši v Sloveniji klanc, tudi tako po statistiki, mislim, da je povprečno, da ima na to razdaljo, da ima, koliko ima, mislim, da ima 10% povprečni naklon. Sicer, jaz ga še nikoli nisem vozil, po karakteristikah je eden izmed najtežjih. Priporočam res. Bom probal. Sem mislil, da celo en predlog je bil za, ker so izzive vmes snimala s kolesarska, veš. Pa je bil predlog, da gre na Kumu. Ne, res, jaz sem vse vozil, Kočevski, Vršič, Krvavec,
Mangart? Mangart. No. Vse, pa nekako na kumu mi je bilo najhujše. Je pa spet odvisno malo od dnevne forme. Pa se pravim, ker sem že načet prišel. Ja, Pa to- zdehidriran. to ni A je še brez vode v letu gor, 110 km. To znatno spremeni stvar. Ja, to dobesedno. Veš, kaj še ne zdrži 1 uro v pisarni brez kozarca vode. Jaz sem bil 5-6 ur brez vode. Tako da In to 10. junija. Ja, letos polet. To še dodatno spremeni. Si pa 6. avgusta ob 3. zjutraj, ja, 4. zjutraj, začel eno zelo zanimivo potovanje, dobesedno. Mislim, kako bi ti, ki se boljš izražaš, ko jaz rekel temu. Potovanje, ne? Mislim, je. Ne, to je kar 5-dnevna dirka. Ja, ja. Po Balkanu. Po Balkanu, ja. Po Balkanu. Po Balkan tour. bivši Res je. Jugoslaviji. Vidim, da si prišel to Albanijo. Mislim, da do Albanije, ne? Ja. 1000 kilometrov, zraven še Everesting. Ja, 1000 kilometrov, to sem zdaj povedal, malo tako se mi zdi. Pač. Sej. Zato, ker sediš zraven enega redkih, ki je sposoben to odpeljati v Sloveniji. Ja, Amaterskega športnika, ja, res je. to je definitivno neverjetno. 5 dni, kar je pa pomeni, da še ne lažje, ne? Da bi to v enem dnevu, sicer bi to kakšen bi lahko v enem dnevu, ampak A to pa so... bi, Jurija. Pa da A ja, ne, 10 jurjev, Ne. ne, 10 tisoč višincev, to- ne, ampak hoče ne reči neki. 5 dni to ni olajševalna okoliščina za vse, ki to mislite. To je 5 dni trpljenja po 200 km na dan. Jaz sem 200 km, recimo, pa sem pač zelo dober kolesar. Sem odpeljal 10krat v življenju. In se zato, recimo, pripravljam. Sicer moje hitrosti so zelo, zelo visoke, ampak hočem reči, da tole je neverjetno, zato ker tukaj prej je regeneracija in to, kar se zjutraj zbudiš, pa pač res ni nič več. Ne vem, kaj si ti počel, ko si stopil s kolesa? No, ja, da bo vsem jasno, ja. Šel sem v Albanijo, ja. In sicer delal sem po 200 km na dan in to je bilo v vročinskem valu. To je bilo nepopisljivo isto. Pa spet jaz, ruzak, nobene ekipce, nobenih gelov, vmes sem malo pil, po pumpah sem se ustavljal in nekako sem si tako začrtal, da bom imel 200 na dan, nekako, da je to izvedljivo, no, v mojem stilu. Kar je pa najhujše, jaz sem spal v kempih na tleh v spalki, se pravi, to so komarji po meni skakali, na trdem sem bil, spanje je bil res katastrofalen, po 5 ur na dan in po 200 km, kdor se spozna na kolesarstvo, si že kar zmatrano. Si. Jaz sem že kumi stopil pol s kolesa, ampak ja, pol spiš tistih 5-6 ur in fakt, 5-6 ur si samo spal. ja, in spet moraš naprej, 200 km, veš, Katastrofa. noben te ne bo potrpljal parami, pejt to zmasiral, ne. Evo, spet nov dan, 200 km moraš. Tako da ja, to je bilo kar in folk se sploh ne zaveda, ko pogleda statistiko, kaj pomeni še 10 000 višincev vsem tem. To je, kad da greš, pa sem en teden kasneje, ki mi ljudje niso, mislim, ki niso razumeli tega, na Krvavec, ko greš, je nekaj 1400 višincev, se pravi, še to je, manj. kad da bi šel, ja, 7-8 na Krvavec, pa zraven naredil še 1000 km, tako da ljudje sploh nimajo predstave, kaj je to zame, za nekoga, ki ima 20 kg preveč za kolo, bom rekel, pa ki mu je to isto neka stranska aktivnost, stranski hobi. Tako da ja, to ni kar tako, se mi zdi. To je izjemna poraba kalorična, mislim. In kako si ti to nadomestil? Si se po pumpah ustavljal, ampak... Ja, mislim, to je bil definitivno čisti minus. Jaz sem pokuril po 8000 na dan, se mi zdi 7008. Tako da to je bilo itak nemogoče vnesti noter. Nekako, po mojem, sem bil vsak dan na koncu dneva še 5 ur v minusu. No. Pa se ti zavedaš, da bi bil ti z neko podporno ekipo res, mislim, se ne rečem, da to rabiš, ampak bi bil res dober. Mislim, Ja, imaš meni- velik potencial. Meni je to čist jasno, ampak nekako imam rad vedno težje pogoje, težke pogoje, ker nikoli ne veš, da bo v življenju prišel moment, ko boš ti nepripravljena. Ne? Kaj pa, če takrat ne bom imel ekipe, gelov itd. In zato vedno rad gremo v težje pogoje in v težkih pogojih nekako sam sebi dokažem, da se da. Ne? Da v bistvu vedno sama neka
da so te težki pogoji samo v nekih naših glavah, da imamo mi ful nekega potencijala, pa nekih zalog. Tako da ja, vedno sem pristaš tega, da moraš malo ekstremeno. Definitivno ti greš v ekstreme. Zih je še veliko enih tur, ki jih jaz zdaj nisem omenil. Imaš ti kaj za omen? Ja, kakšne? lahko povem, Povej. da sem šel konec oktobra. Imam tudi tako nek osebni rekord. Sem šel do Balatona v enem dnevu, s tem, da to je bilo iz četrtka na petek, nisem sploh spal, se pravi, To je na Madžarskem. ja, na Madžarskem. 200. 290 je bilo. Ja. No, to- Se pravi, tako, v četrtek sem se odločil, da bi jaz zdaj nekaj naredil. Sem si vzel dopust v petek in sem štartal, ne vem, ob 3 zjutraj, brez spanja. Tako da 290 km, če verjamete, s pestjo datlov sem prišel do Ke, brez vode. Ne vem, koliko je bilo, 10-11 ur, sploh ne vem, čist sem bil že. Manj, 9. Ne, manjka tukaj- 40 km. Ja, Tukaj crkva me je manjka. strah, Ja, ja. tukaj manjka. Vse sem napisal nekaj tazga. Se pravi, ja, Si- 11 ur sem mislil, da je 290 je bilo. Se pravi, ja, s pestjo datlov sem prišel tu dol, brez tekočine. Ne vem, koliko je bilo, Jurija, 500 višincev, koliko piše. Ja, nekaj 1500. tasga. Spet vetrovno, konec oktobra ni bilo že lušten, premalo sem bil oblečen, se pravi, brez spanja sem 48 ur zdržal. Tako da to je bilo tudi nekaj zelo težkega, bom rekel. Ampak spet nova zmaga, jaz pravim, mala zmaga. Spet si mentalno izkušenejši, mentalno boljši, tako da ja, ful lepa izkušnja. Tudi prvič sem bil sploh na unem koncu Štajerskem, to vse je bilo nekaj novega, ne. Doskrat sem šel dol do obale, pa to, ampak tako Pa nekaj- Gorenjska tudi sem videl, da si šel v Kranjsko goro, pa take dolge. Ja, ture. imam jaz tur, kakor se pravi, po mojem sem že ne 15krat šel čez 200, tako pod 100 sploh se ne usedem več na kolo, iskreno. Tako da ja, zdaj pa letos se iskreno bojim, kaj bo, ker se mi zdi, da sem s tem tekom še toliko mentaliteto poboljšal, da se kar bojim, kaj bo vse s tem kolesom Plani, imaš letos. kakšne plane? Imam tudi ful velike plane, nekako hočem. No, se jih ni treba deliti. Ja, ne bom tako. ne sploh- povedati. Ampak ja, počasi odpiram YouTube kanal in bom malo začel vlogati tudi s kolesa, pa bom šel tako, imam neko željo iti tako za kakšen teden, dva, mačkan del. Ampak ja, tukaj si bom mogoče vzel enega v spremljevalnem vozilu, vseeno, ker bi šel tudi v malo bolj nevarne kraje. Bom videl, no, kam točno bom še šel, ampak ja, se kar malo bojim teh izzivov, vedno hočem nekaj več, pol, tako da je kdaj že kar življenjsko nevarno, bom rekel. 24. oktober, ki si rekel, da vreme že ni več, to se definitivno strinjam, zdaj jaz kot kolesar. 24. oktobra sem jaz že na trenažerju, Simon, če veš, 31. oktobra sem jaz bil v bistvu cel dan na trenažerju, nekateri pa še vedno vztrajajo zunaj. Ti si na začetku omenil, da noter to zate ni, Ne, da je treba biti zunaj. Tako, jaz imam neko metodo, se pravi, nekih 7 mesecev sem na kolesu, pozim pa tečem. Se pravi, tečem samo pozim. No. Se pravi, zamenjam samo te dve aktivnosti. Ki se zelo povezujeta. Očitno se, ja, gre to kar zelo dobro skupaj. Tako da ja, se pravi, od novembra pa do tam nekje marca tečem, zdaj pa drug mesec pa počasi na kolesarske izzive. No. Ampak ne na to, koliko mi gre tek dobro, ga ne bom zanemaril. Ga bom Mislim- probal še mačkano vzdrževati. No. Sej, tako mi jaz rekel, čisto realno, tebi gre kar veliko stvari dobro, tako da ne zanemarjaš nečesa z drugim, se mi zdi. Kdaj se bo šlo to plavanje, da bo triatlon? Ja, to je pa tudi definitivno. Je kakšna taka? Ja, v planu, Ironman mislim, ideja? če dalje več ljudi me napeljuje na to, kaj če bi to, sprav. Ja, plavanje je v bistvu neka moja šibka točka, tako da definitivno v naslednjih letih bomo tudi to, da vidimo, če imam tudi tlej kakšen skrit talent. Še nov Martin Strel, mogoče. Ampak, ja, neverjetno, ker vse, kar poveš, je v bistvu jasno tukaj na računalniku, vsak te lahko Imam pa- doda na stravi. Tako ja, mislim, vse vidite, kilometr po kilometr, zdaj že mislim, da lepo izriše strava, če kdo Ja. ne verjame, tudi kakšno hitrost sem imel. Vedno pa jaz vabam prostovoljce,
kdorkoli mi ne verjame, vedno bi rabil enega ali pa dva, da to malo bolj posnameta, za kakšen boljši video, ampak verjamem, da taki, ki mi to ne... me ne vleč. Ja. Verjamem, da taki, ki ti to napišejo, da ne bi zdržali niti 1 uro v avtu zraven, kaj šele 10 ur, pa da bi odtekal kakšen kilometer zraven. Jaz sem zdržal 10 ur zraven. Se pravi. On je, eno moja neumnost, sicer jaz ne delam toliko kilometrov, kot delam višince, ker se tudi poteži vidi, ne, da sem zelo suh, ampak definitivno pa pol ne morem tega, kar ti, recimo, mogoče sem pač na kolesu hitrejši, ampak ti si v bistvu vsem res na visokem nivoju, ki je prej Simon vprašal, glede kalistenike, koliko treniraš, ne, po urah, kaj pa endurance, sploh treniraš, ali ker recimo za tek si rekel, da si ti kar šel in 112 se je narisalo v bistvu, ali 127. Ja, sicer pol 4-5 dni sem bil na Berglah, se pravi, moraš si predstavljati, kakšne so bile to bolečine. To sem imel vse neki natrgan, mikropoškodbe, žule, nohti ti odpadejo. Katastrofa, ampak moja želja, da pridem do dole, je bila večja, kot vse te posledice. Jaz sem bil po moje pripravljen umreti, no. Morate se pa zavedati tukaj ene stvari, da se dotaknem, prej sem mislim, da pozabil omeniti, tukaj, če nisi mentalno močen, boš pogorel. Z mano je šel, ne vem, če sem omenil, je šel triatlonc, bivši, ampak jaz sem vedel, da je to čista mentalna igra, to so 3 maratoni, naj bo on triatlonc, vedel sem, da je fizično bolj pripravljen kot jaz, ampak spet 20 let star človek, sem vedel, da ne more biti toliko izkušen mentalno, kot jaz, in on je sicer vsem svakemu čast, on je na vrhnki obupu in je poklical nekoga, da pride pon, zato ker je bilo, se pravi, mentalno je toliko težko, bila je tema, dež je padel, midva sva bila sama tam 40 kilometrov, a moraš jih še 90, a veš, a nogi ti ne dajo nič, se pravi, nobena kvota ni na tvoji strani. In tukaj sem vedel, da tukaj pa me lahko sam ta mentaliteta reši, tako da ja, od 40 do 130 sem šel čist sam, od 40 do 27 kilometrov sem šel čist sam, tema, po noč sem tekel, jaz sem štartal ob 5 popoldne v soboto, v nedeljo sem prišel pol nekje sred dneva, čist smrtu. Glavno, kar hočem reči, je, ful je to mentalno težko. Se pravi, imaš težave z nogam, zadihan si, nimaš hrane, zdehidriran si, ledvice te začnejo boleti, bruhu sem, urin imaš čistarjev, pač katastrofa. Jaz sem mislil, da bom res, da se bom poslal od sveta. Imaš pa še, ne vem, koliko je bilo takrat, sem bil mačken čez polovico, še 50-60 kilometrov sem imel za narediti. In da ti glavo umiriš v tistih trenutkih, to mora biti res mentalno močen. Moraš se razumeti, da kad ti tečeš, mislim, da je bilo 19 ur, vse skupaj, ti razmišljaš vse živo, od dobrih stvari, od slabih spominov, kaj se bo zgodilo, o ženskah, se pravi, vse živo in ti se moraš znati pomiriti in sam razmišljati vsak kilometer posebej in to je najtežji part tega. Se pravi, zato je to res test, oziroma ki ga zdrži res peščica ljudi, po moje. No. Sploh zato, ker sem se spravil v neko stvar, v kateri sploh nisem imel pojma, iskreno. Sploh toliko mladi, Ja. ker še vedno si mlad, pa ponavadi endurance je nad 40 let. Res je, ne. ja. To so meni je pa, prosi, da te motim, se nadaljuješ, ampak meni je najbolj v oči padla ena tvoja aktivnost, ki si jo naslovil, Majke mi nisem normalen. To je v bistvu tako meni najbolj neverjetna. To si že šel specialko, ali še ne? Ne, nisi šel specialko, to je bil 6. oktober 2024. To si šel s kolesom za v trgovino, slučajno. Čak, kam sem šel, sam spomnim. Torej, ja. Aha, je že to mogoče 238, 233. Ja, nekaj tam. Primorska. Ja. To sem šel s tem kolesom, sem šel z nekim katastrofalnim. Tistim Za trgovino, ja. Dober. Si zelo dober. Zakaj? Zato, ker, da povem, 231 km, 9 ur pa pol, 2400 višincev, 24 pa pol povprečna hitrost in teren, ki ga jaz zelo dobro poznam, vse te ceste sem zelo veliko. Grem na mapo. Vse te ceste sem zelo velikrat odpeljal, sam na hiter ne povem. Škofja Loka, Železniki, Podbrdo, to je moj domač kraj, most na Soči, kanal ob Soči, Nova Gorica, potem pa Ajdovščina, potem Logatec, Vrhnika, Ljubljana in pa pač domov v Domžale. Meni tak en zelo lep krog,
Hitrost zelo velika, 2 klanca, vse poznam, ne. Tudi letos sem bil na temle klancu na Cov. Celo je bil kar Cov je, proces. pa je bil ta dan 6. oktober 2024, kako si ti to vse doživel? Kaj se ti je dogajalo mentalno vse v glavi, ko si se to delal? Pa tako, najbolj mi je bilo to, ker v tistih koncih še nisem sploh bil, tako da želel sem. Nikoli. Ja, iskreno. Ampak Pač si Škofje imel Loke dol nisem bil Si imel navigacijo ali ne? čist jaz brez map. Ne, sej to tudi lahko jaz dokažem, zato ker sem to včeraj šel malo analizirati, da si se nekje še malo zgubil. Ne, je res, ne, ja. Toliko dobro sem šel to analizirati, točno vem kje. Ampak zdaj to ni važno, zato sem te vprašal. Ja, ne, vedno grem brez mape, ne obremenjujem se s Aha, tem. tudi, ko si šel... V Albanijo sem prišel brez da bi pogledal na mapo. Čist po feelingu, vedel sem, da moram dol na Dalmacijo, pa bojo pa že neke table, tako da. Kaj pa dan sem? Čist, sam hišno številko sem rabo pogledati na koncu. Drugače pa sem vedel. Imam to dobro orientalsko sposobnost, se mi zdi. No. Ampak to, ko sem že prekolesaril. Ja, definitivno, ker tole sam, pa še kolesarsko si zadev, se mi zdi. Se nisi po glavni pel. Tako da meni se zdi, da imaš res instinkt, tudi to rabiš. Kaj pa glede prehrane in vse to kako Tukaj, se pravim, ne vem, če sem imel, jaz ful zaupam v datle. Gela sploh še probo nisem v življenju, iskreno. A res? Ja, ful nekako, moj idol je tudi Djokovic in ko on tok vedno podpira datle. Samo veš, Djokovic ni tako treniral, samo tako. Ja, je pa isto malo psihopata. Ampak ja, ker on pač vem, da v težkih trenutkih vzame, oziroma ko energijsko pade, vzame datle. In od vedno, že 2-3 leta, vedno na kolesu, samo zaupam datlom, pa izotonikom. Tako da mislim, da sem en izotonik imel nek 100-200 gramov datlov in sem naredil teh 10 ur. Ne. Definitivno se da, tukaj je. Da se definitivno greš v ekstreme, kuraš maščobo. Pride pa pol za tabo, sigurno, dan, dva sem tak prazen, dehidriran, čutim pomanjkanje energije, pomanjkanje kalorij, ampak vseeno vem, da sem sposoben tega in pač vedno naredim v težjih pogojih to. Kar se tiče ture, ja, se pravim, nisem bil še na primorski strani, sem se odločil, ne, mislim, da je bila nedelja, grem drugače je bil namen, da grem sam do Tolmina pa nazaj, mačkeno manj bi bilo pol 180, ampak pa sem še tam videl one table, ja, da je še toliko malo do Gorice, pa sem rekel, dej, potegne še teh 20-30 kilometrov, pa moraš čez Gorico tudi domov prijeti in pa fašaš tisti cov, ko si že kar zmatran, pa dobiš še tisti klanc. Pa, ko sem bil pa v Logatcu, pa sem pa mentalno že doma, ne. Pa tudi, če imam še 50 kilometrov, to mi pač, vem, da sem to že dejansko doma. Sam sem zelo tako v kolesarstvu na nekak istem mentalnem nivoju kot ti in točno vem, kakšen je občutek. Logatec, to si že doma. 50 kilometrov ravnine, nikoli več se tega ne moram bati. Nisi, tukaj imaš pa nekoga, ki pravi pa, da nisi. Jaz sem pravil, da ni na istem mentalnem nivoju, kot si ti. Da je... Zato, ker sem bil zraven, ker je odpeljal neke te težke ture. Ja. Pa vem, da ti ne bi odpeljal toliko kilometrov pa toliko višincev, sam ne bi nehal tam, kaj on nehal. Ja, to je pa tudi res, ja. Jaz malo neham. Vmes, ne, jaz malo neham. Ampak tudi tlele vidim Cov, ne. Ti si zelo dober odpeljal Cov, ne. Saj si 8 km, 6% ga je odpeljal z povprečno hitrostjo 12 na uro z, pazi, kolesom za Se Za pravi. trgovino pa po 200 km. Ja, in recimo ti si tukaj v bistvu zgubil na tem klancu, samo da ti povem, z mojim profesionalnim kolesom, samo 12 minut. In to je ful, pa jaz sem imel precej lažjo turo. Se pravi. To je izjemen čas, ne. Mislim, pač Se pravi, s kolesom
Jaz imam Daj, da ga pusti. Ja, Ne, se pravi, jaz vedno spostavljam v težke pogoje, tako da dajte mi en kolo, letnik 2025, ne vem, 34 zobnikov, gele, sol, pa bi ta rezultat znal biti zelo dober, no. V vseh teh tekaških izzivih in v kolesarskih, ampak meni ni to. Tudi, ko me ljudje sprašujejo, zakaj ne greš na maraton. Si že Pač- šel na kakšno tekmo? Ne, se jih No. hočem to povedati. Ni mi do teh tekem, to je vse neka statistika, pa vse neki prilagojeno, pa to. Jaz imam rad stvari, ki jih ne more noben skoraj v Sloveniji narediti. Da grem brez vsega, grem to neko svoj challenge 100 km, tok pull-upov, a veš, take zadeve mene zanimajo. Mene ne fascinira, da nekdo, pač pa nočem biti žaljiv, podpiram vsakega športnika, podpiram vsak ta hard work, trud, da ne bo kakšne zamere, ampak mene ne impresionira nekdo, ki teče 5 let, pa gre na maraton, pa ja, valjda bom od njega pričakoval, da bo odtekel maraton v 3 urah. Ne vem, jaz tako gledam na to, jaz pa pač to probam s to maso, kot sem rekel, konkurirati v 3-4 športih, če je treba, a ne. To je meni bolj fascinantno, ne, da si res nekaj unikatnega, da probaš konkurirati na večjih frontah. Tako da ja, zato ne hodim na te tekme, ker mi nič ne pomeni ta statistika. Jaz imam rad svojo tekmo, da se iz danes na jutro odločam, pa grem 100-150 km, če treba odteči. Še več. Ali pa na kolo 300, vse nima veze, no. Nek challenge si spravim in to je to. To je itak je life borba samo pro sebe, jaz hočem samega sebe premagati. Kaj bom jaz tekmoval z nekom, ki ima 20 kg manj kot jaz, pa me bo pretekel za 20 minut. Ja, vsaka čast, normalno, da me boš. Kot da bi jaz njega, ja, kot da bi jaz njega povabil na 2026 pull-upov, pa v 3 dneh jih ne bo sestavil skupaj, a ne, recimo. Se zato se jaz, se zato se recimo Ne, jih ne jaz- bom. se Ne, zato- tako, samo da veste, kakšna je moja vizija. Da ne maram teh tekem, mogoče bom šel edino letos res, da grem spet brez priprav oktobra, pa da probam teči po 3 urah. Maraton, da vidim, če sem to sposoben. To je izjemno. Zakaj brez priprav to? To mi je bolj zanimivo. Pač. Se vidiš, zdaj par 5 mesecev tečem, pa mislim, da sem zdaj sposoben to narediti. Pa da probam še oktobra, ker je res tekaško vzdušje, statistika, pa da vidimo, če mi rata. To je tudi bolj fascinantno. Da greš prav na ta prav maraton testirati. Ja. To je tudi bolj fascinantno. Mislim, Da se sicer lahko potem več dosežeš, če se za nekaj pripravljaš, ampak težko se pripravljaš. Ne? Ti imaš v bistvu na dan 2 uri tudi kalistene, ker jaz si predstavljam, da ti to vzame zelo veliko časa. Ja, se pravi, ne. Moja nekaj, pač hočem biti nek tak unikat. Se mi zdi, da Slovenija rab, oziroma predvsem prihajajoče generacije, enega idola športnega. Da mislim, da mi tega nimamo. Imamo mi polnih nekih influencerjev, pa promovirajo to, ampak nekaj unga, nimamo pa nekoga, ki gre res čez sebe, pa tako na večjih frontah, a ne. Mislim, da to res rabimo, nekoga stazga, pa da ljudje imajo nekoga za idola v športnem smislu, seveda. ena stvar, ki sem jo zdaj med pogovorom opazil, je, ne, da mi imamo ful nekih ameriških posnetkov motivacijskih, kjer slišimo Gogginsa, kjer slišimo vse te, ki so mogoče kakšno tako podobno stvar že naredili, ki so šli čez neke meje, tako kot greš ti. Ampak tega občutka, kaj to dejansko pomeni, pa jaz do zdaj nisem imel. Jaz šele pri tebi vidim, kaj to dejansko pomeni. Da greš čez te meje in jaz mislim, da če zaslon si ne moreš to predstavljati. Ne, Kaj to pomeni? definitivno. Ljudje sploh nimajo predstave. Res, to je zelo težko opisati, ker greš ti res sploh na teh endurance zadevah, tek 100 km, ne, in kolo, tok pa 100 km. Čeprav na teku še mačkam bolj, se mi zdi, ker ti še tam bolečina na sklepe užge, da je to še ena taka bolečina, ki ti še bolj pritisne na mindset. Vsem kolo je Na bolj... kolesu se lahko peleš. Ja, sklepom je bolj prijazno. Pri kolesu tudi, če boš že na pol mrtev, boš vseeno vozil tistih 15-20 na uro brez neki truda. Pri teku, ko pa ti začnejo sklepi, kolena, kolki, ampak ti imaš še ne vem 50 km, takrat se začne res prava mentalna bitka. Ja, ljudje si sploh ne predstavljajo, kaj je to sploh, ampak tam se pol nekako, jaz vedno na teh tekaških izzivih daljših nekako vedno znam povezati telo pa svojo psiho. Se pravi, ko veš, koliko si dal že vse čez v življenju, koliko enih izzivov, te male zmage, ki sem prej rekel, ko se te male zmage začnejo seštevati in pol, ko ti začne glava verjeti, se ti tudi kar noge, kako bi rekel,
sestavlja še za tistih 20-30 km. Znam priti v to fazo, res, ko misliš, da boš umrl, ampak istočasno spet dobiš nek nov zagon in po 60 km brez kalorij, brez tekočine, se pravi, ljudje si sploh ne predstavljajo, ker še ne zdrži po par ur brez nekih dodatkov, brez vode v pisarni. Jaz pa pač moramo teči še 20 km in nekako dobim tisto moč, ker vem, vse sem sposoben, kaj sem dal že vse čez, od kalistenike, se pravi, vse je to povezan, pa ko se mečem v Bistrco ob 4-5 zjutraj, vse so to neke male zmage in pol pride do nekega tazga rezultata, no. Ampak ja, edino na takih zadevah, ki še ekstreme, lahko spoznaš v bistvu sebe pa svoje moči, no. To pa res ne morejo ljudje, ki se ne spravljajo take zadeve, sploh razumeti, to meni čist jasen. In ja, ko gledajo te posnetke Gogginsa in teh drugih idolov, ja, to je neki, lahko te to napali, lahko ti pol neki malo narediš, ampak da bi pa prav to doživel, pa moraš iti čez sebe, no. Dobro. Ja, jaz sam rečem tole, ne, da moramo iti kdaj kaj poteči ali pa na kolo, ne. Definitivno. Sicer se za tek malo bojim, ampak je treba iti čez sebe, tako da to si dobro saj pravi. povedal. Vedno pravim, ja, moraš videti, tak je life borba samo pred sebe. Verjetno boš ti mene šolal na kolesu, pa bom pa jaz si to zapomnil, pa ti bom pokazal na teku. Kalisteniko, pa ja, ker jaz ne bom kalisteniko. naredil nič. Recimo, ja, vedno nekdo obstaja, ki je bolj lud od Ja. tebe, pa večina tudi pa obstaja ljudi, ki so slabši od tebe, ampak ja, vedno pravim, da je življenje samo borba samo pred sebe, tako da ne se primerjati z drugimi, ljudje trenirajte, naredite nekaj zase vsak dan, to je ključ, to je to. Lepo si tole zaokrožil, Simon, po mojem sploh ne rabiš zaključnih vprašanj, ki jih imava ponavadi, da poveš neko bistvo. Mislim, da bistvo je bilo skozi cel podcast. Tako da, ja, to je z moje strani vse. Zelo dober podcast. Določeni bili. No, ampak hvala, da ste bili zraven, ampak pa se vidimo naslednji torek.